Slovenski zdravstveni sistem se je znašel na točki, ko so spremembe absolutno nujne, ne bo pa to reforma. Šele ko bo to urejeno oziroma narejeno, bo mogoče začeti s celovitejšim preoblikovanjem sistema. Tako meni predsednik Strateškega sveta za zdravstvo dr. Erik Brecelj. Takšna je tudi ocena resorne ministrice, ki je bila pred nedavnim prevzemom te funkcije prav tako članica Strateškega sveta. Spremembe se odvijajo počasi, javnost o njih ne ve kaj dosti, težave v sistemu pa se vendarle še vedno kopičijo. Kakšen odraz ima vse to v izkustvih pacientov, obolelih, zaradi katerega kratkega stika v postopkih, ki vodijo do zdravljenja, vas najpogosteje prosijo za pomoč? Ja, na zastopnike v Sloveniji nas je 14, se obračajo predvsem pacienti, ki imajo težave. Seveda to pomeni, da je skozi njihova usta slišati pritožbe, stiske, manj pa pohvale. Tam, kjer zadeve dobro delujejo, tam ni recimo pritožba. Bom izpostavil kakšen tak pogovor, kljub temu na področju onkologije imamo v Sloveniji res zadnja zdravila, vrhunske ekipe, dobro poskrbljeno za paciente. Tam prihajajo običajno, stiske pacientov do zastopnikov, ki so vezane na ne kakovost zdravljenja, ampak na sprejemanje nekega težkega stanja, ko jim določijo, da je zdaj pred njimi samo še paliativna oskrba, je včasih to težko sprejeti. In tam je pač potreben pogovor, tam ni reševanje nekih nesoglasij med zdravnikom, med pacientom, ampak predvsem, ali so še kakšne stranske poti, kako bi prišla oseba do zdravja nazaj, ali pa je res, skoraj da prepuščena samo še nekemu lajšanju bolečin. Medtem ko na drugih področjih, na žalost, je pa res velikokrat veliko stisk, ponavljajoče so tiste, ki so vezane na dolge in predolge čakalne dobe v vseh modalitetah. Ne samo to, da čakajo, včeraj sem imel pacientko, čaka do 31. leta za nek pregled, ker je bolijo noge, ima težave z žilami. 35. leto je čez 7 let, a bo še živa, ne bo živa, gospa je stara. Velikokrat so pa pritožbe na temo čakalnih vrst tam, kjer bi pravzaprav ne pričakovali, da nastanejo. Ljudje so v čakalni vrsti, se nekaj kadrovskega zalomi v zdravstveni ustanovi in potem odpade, ne po krivdi pacienta, pa po nekih razlogih strani izvajalca, in potem čakajo na nov termin. In tu se pogosto zgodi, da ta termin ni jutri, ni pojutrišnjem, ni naslednji teden, ampak tudi informacije nekaj časa, predolgo časa ni, potem pa je to pač predstavljen poseg za nekaj mesecev. In to težko sprejmejo, težko razumejo. Tudi zakon pravi, da mora izvajalec poiskati čim prejšnji termin, če je bila premestitev ali zamaknitev na strani izvajalca samega. Potem so pri čakalnih vrstah problematični določena področja, ker dejansko so čakalne vrste preprosto predolge. Mogoče bi izpostavil problematiko ortodontije pri otrocih. Tam je na nek način obravnava tudi časovno, indicirana, če je do določenega leta starosti otroka, in potem starši noro lovijo prvi pregled, da zdravnik oziroma ortodont določi, ali je potrebno ali ni potrebno ortodontsko zdravljenje, in potem še pričetek zdravljenja, ki pa mora biti začeto pred 16. letom. Sicer to ni več pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tam so kar pogosto ti problemi prisotni. Prisotni so tudi, če pride do odhoda ortodonta v določeni zdravstveni ustanovi, nažalost potem se to zdravljenje že začeto na nek način prekine in
starši pogosto ne vedo, kaj naj naredijo. Ne? Zdaj naj čakajo, da bo zdravstveni dom zaposlil novega zdravnika. To se ne zgodi, ker čez noč je pač kadrovski postopek, ali če se prekine pogodba z koncedentom in koncesionarjem, tudi potem, predno se podeli nova koncesija novemu timu, da tudi obveznost, da prevzame pacienta, je tam ena precejšnja praznina in tam seveda je vprašanje, ali ta diskontinuiteta zdravljenja lahko povzroča tudi kakšne težave, tudi zdravstvene težave. Ne? In tam so v stiski starši kar pogosto. No? Potem imamo tudi, nažalost, še vedno zelo prisotno to bolečino pomanjkanja družinskih zdravnikov. V letu 2022 je bilo po moji oceni ravno na tem področju še najšibkejše zdravstvo v ljubljanski regiji, kjer sem zastopnik. Zaradi masovnega odhajanja zdravnikov v druga področja ali v ne vem kam so šli, pravzaprav je kar ostalo precej neodgovorjenih vprašanj. No, ampak zdaj so se zadeve nekako bolj stabilizirale, čeprav število brez zdravnika je še relativno visoko, ostalo ali pa se ni zmanjšalo, so se pa vzpostavile neke različne oblike ambulant, ki za silo zagotavljajo oskrbo na primarnem nivoju, brez da bi imeli pacienti stalnega osebnega zdravnika. To niso prave rešitve, to so še zmeraj zasilne rešitve, ne odtehtajo tistega stalnega stika pacienta in zdravnika, ampak ni pa več tistih, bom rekel, strašnih, zaskrbljenih pacientov, ki so v resnici na ljubo bili tudi majčkeno spodbujeni za mediji v preteklem letu. Imajo občutek, da na nek način vsem pridejo do bolniškega staleža, da lahko dobijo napotnico, da lahko pridejo do zdravil. To se nekako je zdaj umirilo, ampak kot sem rekel, so v uporabi začasne rešitve, ki bi morale ostati začasne in se potem lotiti takih pravih. Ja, to so verjetno dve področji, kjer čakajo ministrico pa celotno zdravstvo kar resni, veliki izzivi, tudi glede na to, da so to trdi orehi, kot kaže praksa. Saj čakalne vrste so prisotne zdaj že vsa ta leta, take nesprejemljive čakalne vrste so, bom rekel, že stalnica vsa ta leta, kljub različnim poskusom, prijemom, dodatnim finančnim sredstvom se nažalost te stvari niso bistveno zboljšale, vsaj z vidika pacientov. Tako je, ne glede na res različne pristope, številne poskuse, je problematika ostala podobna oziroma je v tem času, v dolgih letih zgolj kulminirala. Vemo, da ste v sklopu zdravstvenega sistema delali dolga leta, njegove prednosti pa tudi hibe poznate pravzaprav do obisti, zlasti z vidika zdravstvenega zavarovanja in pravic, ki pritičejo pacientom. Kje bi po vaši oceni in izkustvih iz prakse veljalo ta sistem popraviti, ga nadgraditi in ga narediti dostopnejšega, kakovostnejšega ter predvsem z vidika obolelih tudi varnejšega? Ja, to je zelo težko vprašanje, strokovno, pa tudi seveda družbeno občutljivo in politično zelo občutljivo vprašanje. Dejstvo je, da stvari, kot se pač razvijajo v zdravstvu, pa ne samo v Sloveniji, tudi širše v razvitem svetu, kažejo na to, da bo razkorak med zmožnostmi sistema in potrebami se bo pač povečeval v naslednjih letih oziroma se že povečuje. Starajoča populacija pomeni več kroničnih bolnikov, pomeni več sredstev za zdravljenje starejše populacije. Hiter razvoj zdravil, zdravstvenih tehnologij pomeni včasih kar čudežno zdravljenje, ravno prej že izpostavljeno področje onkologije, pa tudi pri redkih boleznih in tako naprej.
dejansko prinaša veliko dodano vrednost, ampak nesramno draga so zdravila, ki jih uporabljamo za obvladovanje karcinoma ali pa za kakšnih redkih bolezni, kjer je zelo malo pacientov. Tako da tukaj so izzivi pred vsemi zahodnimi družbami, kako in katere prioritete ohraniti v javnem zdravstvu, da bomo pošteni in na nek način skrbni do populacije. Nedvomno bi morala biti usmeritev, da zdravstveno zavarovanje, javno zdravstvo na nek način še naprej tako smelo pokriva zahtevne, težke bolezni in tudi finančno težke bolezni, tiste, ki jih družinski proračun ne more prenesti. Tukaj vemo, da čez lužo stvari ne gredo v tej smeri. Vse ti znajo narediti, recimo v ZDA, ampak moraš prodati od ne vem kaj, praktično hišo in še ostale zadeve, da si lahko privoščiš. Pri nas imamo na področju onkologije, na primer, zdravila praktično za vse tiste, ki dejansko ta zdravila potrebujejo, pa tudi na drugih področjih. Skratka, tiste težke bolezni, ki lahko doletijo danes mene, jutri vas, bi morale ostati v javni domeni, v javnem financiranju še naprej, brez izjeme. Drugo, kar verjetno tudi zelo smiselno, pač po vsebini, vsa preventiva. Vsa preventiva, ki more na nek način tudi delovati spodbudno za paciente in krepitvi zdravja. Prispevek k krepitvi zdravja je smiselno, da ostaja v košarici pravic obveznega zavarovanja ali javnega zdravstvenega sistema. To so zdaj tiste ključne prvi dve prioriteti. Na drugi strani pa kaj opustiti ali pa kaj zmanjšati od zdajšnjega obsega. Bomo prisiljeni zmanjšati, tudi če bi si želeli, da je vse tako, kot je bilo včeraj, ne bo sredstvo za vse take zadeve. Tukaj bo verjetno najtežje najti nek konsens na nacionalnem nivoju, kaj lahko, iz zdajšnje košarice pravic nekoliko, omilimo ali pa spustimo ali pa zmanjšamo, pa da kljub temu ne bomo ogrozili zdravja, da ne bomo ogrozili življenja, da ne bomo ogrozili ekonomskega statusa prebivalcev. Tukaj bo verjetno treba iskati neke kompromise ali pa konsenze. Zdaj, ko se nekako poslavlja to dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se tudi recimo kaže, da so z leti v tisti del financiranja prišle, recimo v narekovajih, manj pomembne storitve, naprimer nenujni zdravniški medicinski prevozi, ali pa en kup zobozdravstvenih storitev se je vključilo tja noter. Tudi del zdravil ali pa precej zdravila se je vključilo tja noter v tako imenovano dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Mogoče velja te kategorije nekako, prednostno, dati recimo na trg ali pa izločiti iz zdravstvenega zavarovanja, javnega financiranja in dati pač v breme žepa pacientov. Ampak pomembno je, da se te zadeve na nek način zavedamo, zakaj jih bomo izločili in da se, najde konsens, da se seveda tudi ve, kaj pa bomo ohranili, in da najdemo neko, koliko se da, veliko podporo tistim prioritetam, na levi strani, pa da se potem tisti na redku mogoče postopno nekoliko odreže. Je pa, to se zdaj kaže, ko imamo
na nek način relativno velik obseg pravic, ampak so te pravice včasih, rečem, izvotljene, ne. Če imamo pravico do dermatološkega pregleda, pa če ne moram priti 2 leti ali pa 3 leta na pregled, potem moram to kupiti tam v zasebni ambulanti, ne. Če grem kupiti tja v tisto zasebno ambulanto, ki je lahko zelo dobra, ne, lahko pa tudi ni dobra, ne, bo treba tudi tam na nek način vzpostaviti določene kontrolne mehanizme, kar se tiče kakovosti, kar se tiče tudi na nek način finančnih parametrov. Zdaj se pogosto dogaja, da so storitve v samoplačniških ambulantah nekajkrat dražje, kot so v javnem zdravstvu, ne, javnem tudi bodo jutri dražje, ker javno zdravstvo dela z velikimi količinami, ampak imamo občutek, da se včasih zlorablja stiske ljudi, no, in da so zato cene res zelo visoke, ne. In po drugi strani, kot sem prej rekel, da bo treba vzpostaviti določene kontrolne mehanizme tudi tam, pogosto iz pritožb pacientov ugotavljam, da so pacienti v teh zasebnih ambulantah, samoplačniških ambulantah res slabo zaščiteni. Če pride do kakšnih komplikacij, naprimer, do kakšnih, bom rekel, spodrsljajev, posod se dogajajo spodrsljaji, v javnem sistemu točno ve, ne, pacient, pritoži se na Zavod za zdravstveno zavarovanje, lahko greš tja, lahko to zahtevaš. V zasebnih ambulantah se pa kar pogosto dogaja, no, da skoraj da potem paciente ne da ne poznajo, ampak jih ne upoštevajo, ne, če pride do kakšnih težav. To je povezano seveda potem z stroški in tako naprej. Ampak res so zelo ranljivi pacienti v teh ambulantah, ne. Če se bo zdaj pač družba nekako, bom rekel, dokopala do nekega konsenza, kaj bo možno v okviru javnega zdravstva zagotoviti, kaj pa ne, bo treba tudi za tisto, kar bo plačano iz mojega zasebnega denarja, zagotoviti strani države neko večjo kontrolo, pa mogoče tudi strani zdravniške zbornice ali drugih akterjev, ki so v zdravstvu prisotni. Kar se tiče začrtanega oziroma načrtovanega pretresa košarice zdravstvenih pravic in potez, ki bi bile smiselne in ste jih že omenili, mislim, da tako Strateški svet za zdravstvo kot tudi ministrica za zdravje razmišlja v podobni smeri. Pa vendar zanima me, kaj pa narediti s čakalnimi vrstami, v katerih danes bolniki tudi umirajo. Pa pri tem ne želim biti patetična, kajti to se dogaja v resnici, ne le na papirju. Lahko bi rekla, da papir prenese vse, človekovo zdravje, ko je enkrat načeto, pa ne. Kaj ukreniti tukaj? Ja, tudi sam sem razmišljal, zakaj so vsi ti poskusi, tudi velike količine denarja so bile dane za to, da bi se skrajšale čakalne vrste, pa ne vem, tudi velike obljube politikov, ampak so pogorele. Vedno znova. Kaj je tisto, kar nas pravzaprav, kar povzroča čakalne dobe? Pa seveda na nek način imamo vire kadrovske, imamo finančne, to je ena zadeva, ampak se kaže, da vsaj finančne niso toliko, bom rekel, bile razlog za dolge čakalne dobe. Osebno, mogoče to moje osebno mnenje, no, da pravzaprav sistem je tako postavljen, da se izvajalci ne identificirajo s ciljem skrajševanja čakalnih dob. Ali drugače povedano, si ne prizadevajo, da bi se čakalne dobe skrajšale. Čeprav na deklarativnem nivoju se dela še kdaj tudi v sobotah, pa ne vem, pa na dure, pa tako naprej, ampak intimno pa se mi zdi, da se nismo poenotili glede tega cilja. Sicer si ne morem si drugače razložiti, da te stvari nekako ne gredo. Sej razumem, če je premalo zdravnikov, če je premalo strojev, aparatov, ampak številne analize so pokazale, da je kadra malo, kaj je malo, ampak številne analize so pokazale, da
je tehnologija malo izkoriščena, ki jo imamo, ne, da je tudi kader na nek način raztreščen na različne lokacije, ne, in te zelo, bom rekel, različne oblike dela, ki so ene dobro plačane, ene slabo plačane, ene srednje plačane, ne, te očitno ustvarjajo neko neravnotežje in odplavljajo tisto, bom rekel, na nek način identifikacija s temi cilji, ne. Tudi še ena taka misel, v času covida, ne, v času covida so nekateri v zdravstvu dejansko zelo veliko bremena nosili na svojih plečih, ne. Tako zdravstveno osebje srednjega nivoja, tako tudi zdravniki, ne. Družba je na nek način, mislim, da nagradila to delo, vse poskušala nagraditi, ne. Potem se je pa ta covid nekako, bom rekel, prekinil, ne, ni več, ne. Ni več izrednega stanja, ne, ampak tudi ni več plačil, ki so bila prej prisotna, ne. In tako iz pogovorov vidim, da je del nezadovoljstva s plačili v zdravstvu tudi zaradi te diskontinuitete, ne. Kakorkoli so, bom rekel, pošteno ali nepošteno bili plačani, so bili v času covida nekateri zdravstveni delavci dodatno nagrajeni, ne. In to vemo, ne, če si na nek način navajen imeti v družinskem proračunu, ne vem, 30 enot, ne, pa potem prideš na 20 enot, ne glede na to, da je bilo prej izredno stanje, prideš na 20 enot, si nezadovoljen s tem, ne. En del tega je sigurno tudi prisotno trenutno. Kakšen vzvod pa bi bil po vaši oceni ključen, da bi pretrgali nekako ta začarani krog, in da bi se lahko začelo zdravstveno varstvo na vseh ravneh izvajati tako, da bodo oziroma da bi bili zadovoljni vsi, tako pacienti kot izvajalci? Kje je ključni moment? Ja. Se ta skriva v spremembah upravljanja, organizacije? Kaj je tisto, čemur bi lahko rekli ključ za rešitev? Mislim, da ni čudežne paličke, ne. In te čudežne paličke ali pa čudežne rešitve, takojšnje rešitve nam je ponujala večkrat že politika, ne. Ampak to je vedno privedlo do hudega razočaranja, ne. Tudi razne, bom rekel, incidenti, ki so in vedno bodo bili napake, ne. Če tam izgubljamo pretirano energijo, ne, to ne pelje k nekemu reševanju, ampak pelje k tratenju, nepotrebnem tratenju energije. Jaz sem na nek način usmerjen bolj v tej smeri, da bi poskušal, ali pa pomembna vloga ministra je, ali pa ministrice, no, da poskuša na nek način pridobiti za sodelovanje vse deležnike. Saj je težko, ne, ampak pridobiti jih je treba, ne. Če se bomo zavzemali vsi za to, da v okviru določenega budžeta, ki si ga lahko država privošči za zdravje, poskušamo dobiti maksimalno, optimalno, potem bomo prišli naprej. Če bomo pa en na drugega, bom rekel, se jezili, ali pa kazali, kaj drugi ni dobro naredil, ali pa kaj mu ni bilo dano, ne, potem bomo še naprej na nek način kopicali na mesto, no. To se mi zdi, da je pravzaprav ključna vloga zdravstvene politike. Zdravstvena politika je izredno zahtevna v vseh državah, ampak skupaj zmoremo, če smo zares skupaj, ne. In tukaj se mi zdi, da je mogoče v prejšnjem mandatu prejšnjega ministra, ne, bilo preveč soliranja, če tako rečem, ne. Zdaj bom pa jaz vse naredil, ne, pa vam bom že pokazal, ne. Ne gre tako, ne. V zdravstvu dela, ne vem, 40 000 ali še več zdravstvenega osebja, ne.
v zdravstvu je toliko in toliko industrije vključeno, od farmacevtske industrije do gradnja, do ne vem še česa. Ne. Tukaj na nek način iskati sinergije, ne, kdo nekaj zna, tam ne bo dober, ne, in tam mu privoščimo, da je dober, ne, ker je težko Slovencem to narediti, ampak tako bi tudi zdravstvo moralo financirati, ne, mislim, funkcionirati. No. To manjka, no. Se mi zdi, da imamo pol take zelo včasih kakšne parcialne ukrepe, ne, ki jih tudi politika prinese, pa se pokaže, da pač ne gredo skozi. Ne. Tako da upam, da bo dr. Prevolnikova imela to povezovalno vlogo v zelo, bom rekel, močni prioriteti, ampak ne na deklarativnem, ampak na dejanskem nivoju. Ne. Pol, ne vem, včasih se mi zdi, da smo tudi v zdravstvu tako, ko smo sicer v politiki razpeti levo pa desno, ne, zdaj te komercialne zavarovalnice, ne, so prinesle določeno vlogo, ne, v prejšnjem sistemu, v zdajšnjem sistemu, ki se nekako, bom rekel, spreminja. Njim dati neko vlogo tudi naprej, to je pomembno, da jim damo neko vlogo naprej, ne, ker pač javno zdravstvo tega ali pa javno financiranje ne bo vsega zmoglo, ne, ampak dati jim tako vlogo, da bodo, ne vem, bile tudi koristi za paciente, ne, in konkretne paciente, ne samo na tem, bom rekel, političnem nivoju, ampak tudi tako, ne, da bomo dejansko se znali zgovoriti glede košarice pravic in načina dela. Ne. Pa tudi tu, no, moram omeniti, in to mislim, da je tudi še vedno težava našega zdravstva, upravljanje ustanov, ne. Upravljanje zdravstvenih ustanov. Tukaj mislim, da nismo naredili koraka v smeri profesionalizacije, v smeri umika politike iz tega področja, ne. In tudi v smeri korekcije zakonodaje. Nerazumljivo se mi zdi, da je direktor kliničnega centra v Ljubljani, ne vem, plačan nekaj tisoč evrov, ne, glede na odgovornost, ki jo nosi, glede na, bom rekel, obseg poslovanja, glede na število zaposlenih, ne. Tukaj stvari nekaj ne gredo skupaj, no, preprosto ne gredo skupaj, ne. In potem seveda, če ima direktor čvrsto zakonodajo, v kateri lahko uporablja menedžerska znanja in veščine in prevzame tudi odgovornost, potem ga treba seveda tudi ustrezno nagraditi, ne? Pa ni plača zdaj osnovni problem, ampak tudi to pomeni, da če ne gremo konsolidirati tudi tega nivoja v javnih zdravstvenih zavodih, potem ne bomo konsolidirali vodstev, ne, v javnih zavodih, ne. In če tega ni, potem gre veliko denarja, no, veliko denarja se slabo uporabi. Ne bom govoril o korupciji, tega podatka nimam, niti mislim, da se tukaj velikokrat pretirava, ampak delati na prav način prave stvari, to je bistvo menedžmenta, ne. In to mislim, da menedžment večkrat ne more, ne, ali pa nima pooblastil, ali pa ni ta pravi menedžment v javnih zavodih, ne. Tako da priložnosti je kar veliko, no. Priložnosti je veliko, pa mogoče za tolažbo se podobne zadeve tudi drugje dogajajo, ne. Povsod so pritiski na zdravstvo ogromni, enormni in pričakovanje populacije veliko, ne. Tako da je treba, jaz nisem pristaš velikega poka, bomo imeli reformo, pa bomo zdaj vse spremenili v enem letu, ne bomo, ne. Zdravstvo je veliko deležnikov, je malimi, premišljenimi, pa konkretnimi spremembami moramo iti naprej z, bom rekel, sodelovanjem in z iskanjem konsenza med deležniki in z pacienti, ne. Paciente niti nisem tako veliko zdaj omenil,
ampak iz pogovorov, številnih pogovorov, zastopniki imamo približno 12.000 pritožb na leto, ne? Pa moram reči, da statistika kaže, da jih približno 3/4 obdelamo že takoj, ne gredo naprej v postopki, ne. Iz teh pogovorov se da razvideti, da se tudi pacienti še kako zavedajo, da so potrebne spremembe, ne. In tukaj je neka pripravljenost na spremembe, ampak morajo pa razumeti, ne. Morajo razumeti, zakaj se kaj spreminja, kaj bodo dobili od tega in seveda tudi ni zanemarljiva vloga pacientov, ne, in dolžnosti pacientov, ne, tudi te zadeve v pogovorih vedno znova izpostavljam, ker če pacienti ne upoštevajo navodil zdravnika, ne skrbijo za svoje zdravje, je to tako, kot bi metali denar skozi okno, ne. Tudi ta del je verjetno del, ki bo bil na mizi ministrice ali pa še kakšnih drugih akterjev. Predvsem pa je, kot ste omenili in kot ste kaže že dolgo, res ključni moment ta, da se rešitve, pa naj bodo te zelo selektivne, majhne in se odvijajo po majhnih korakih, da jih je treba reševati v konsenzu, v dialogu. Da je treba dati prednost zagotavljanju možnosti za čim bolj sinhrono delovanje sistema in pravzaprav omogočanje tega, kar sleherniku v naši državi na papirju zagotavljajo tako ustava kot področni zakoni in podzakonski predpisi. Po drugi strani pa vemo, da ljudje takrat, ko bi to, kar jim je obljubljeno, potrebovali, velikokrat pogrešijo oziroma na to čakajo dolgo, predolgo. Ja, to je tisto zavedanje, ne, ki verjetno, če bi nam kdo predaval, kaj so pravice, pa kaj dobiš, ne bi tega razumeli. Če pa to čutimo z lastno izkušnjo, z lastno prakso, pa to razumemo, ne, in to se zdaj ljudje se vedno bolj zavedamo, no, in mislim, da v pogovorih se da tudi priti do nekega, bom rekel, takega dogovora, sporazuma, konsenza in razumevanja situacije, ne, in pripravljenosti na spremembe. To, da pa imamo deklarirane pravice, ne, in kakšne so res, bom rekel, kar temeljne pravice, no, to, da imaš osebnega zdravnika, je zame temeljna pravica v zdravstvu, ne. Brez tega ne bi smel nihče ostati, ne. Pa da tega ne moreš potem dejansko uresničevati, to pa ni sprejemljivo, no. To nobena razlaga ne more olepšati ali pa, bom rekel, omiliti, ne. Tega ne sme biti, ne. Mi moramo imeti osebnega zdravnika, ne, ki je stalen, ki pozna našo družino, ki pozna naše razmere, in to je temeljni kamen, bom rekel, javnega zdravstva, ne. Ali bomo imeli, ne vem, 20 receptov, ali bomo imeli, ne vem, še zobnega higienika plačanega, ali bomo morali to plačati, to pa ni tako, bom rekel, nujno, no. Tako da tega osebnega zdravnika, družinskega zdravnika bi da res na tiste prve prioritete, no, tudi, ki jih moramo ohraniti v okviru javnega zdravstva.